Naša zgodba se dogaja na Šmohorju, v opustelem naselju, ki ima takšno ime kot hrib, visok blizu 800 metrov. Prvotno se je imenoval Javornik. Hrib je bil še pred desetletji živ in naseljen. Tam so bile številne kmetije. Črešnovar, Pušnik, Fižol, Kolesjak, Kavšek, Štarkl, Krajcar, Petrin, Štukler, Trebežnik je le nekaj imen teh. Žal pa v taki obliki, kot je bila, ni živa niti ena kmetija. Ljudje so odšli v dolino in tam, kjer so bile stavbe, vse bolj raste gozd. No, rečiški lovci bi radi, da bi bil Šmohor spet bolj živ, da bi ljudje tja radi prihajali. Zato svoj lovski dom na Trebežnikovi domačiji, eni od 4 kmetij, kolikor so jih kupili na Šmohorju, urejajo tako, da bo vsakemu prišleku zanimiv izlet v preteklost. Živ prikaz, kako je včasih teklo življenje na Šmohorju, kako so tam živeli in delali. Zato so natančno raziskali zgodovino Trebežnikove domačije, s katero je njihovo početje zdaj tesno prepleteno. Še posebej dragocena je živa priča, predstavnik prejšnjih lastnikov, Florjan Šon. Ko stopi čez domači prag, spomini oživijo in vrne se za nekaj desetletij nazaj. No, tukaj sem pa dej v rojstni hiši, pa no medsitni. Rad bi pa povedal, koliko nas je tle noter že. Čeprav so prostori kar mehni, pa smo bolj potrpeli obliko, kot smo zdaj. Zdaj bi šli noter kar v to hišo. Tukaj armad je predelačeno, ni tako, kot je bilo za tistega cajta, ko smo tukaj še bili. Na peč ni bilo za vse prostora. Tukaj se bolj stara mama je bila v tistem kotu, je bil njen prostor, tudi mrla je tam. Več pa takle smo bili okoli peči. Če so pa kak strici prišli, zanimivo, pa smo mogli ven jeti. Tu so se kar razpogledali z atom, ali kjer je bil naših starejša mama, pa ki misli kaj povedati, ja, je malo pogledal okoli peči, ne bom nič to rekel, je malo smeten po hiši. Pa to smo poje vedeli, kaj je bilo. Poje pa mati rekel, pejte malo ven. Tako da se je tisti človek, kar je mislil povedati, da ni bo za vsako povedal do kraja. No, tole je bila pa hiša, miza, postavljena klopi so letak, tako je samo v drugim formi, da je bila malo tisti naslon teli. Tukaj je pa bilo tako za naslon. Pa toliko dolga že pa malo širi kot to. Tam bi bil pa bog kot. Sedeli smo tako, tu se stara mama na takim moglu, pole ate, pol smo pa jaz, ko sem bil najmlajš, pa on brat, ta drug, pol je bil ta, ko je tudi umrl, Gostl, no pol Fanika, pol tle gor je že Mici, ka sestra sedila, tle pa že njen sedi bil tudi za mamo prostor. Tukaj sta pa sedela brat Franček, Bejopin, pa Ivan. In tako
je bilo to. Jedli vsi zjane sklede tiste glinaste, ker no, da je bila lančena, nekega mišla lančena. In se je voče je zamolil, je pa pred jestjo bolj na dolg molil, tako da smo se Bogu bolj dopadli, če smo malo trpili. In po jeseni jaz napolnim, pa tudi to sestro, ko je mama od tega Iveka, sem že vprašal, ali je kdaj kjer ga vprašal, ko smo ostali od mize, ki je bil prazen, ali si se najedel ali še jedel. Tega se ni vprašal. Pa tudi to na navedek se to vprašal. Ko je bil prazen, smo se, ate, pač se pa križal, jedel pa krači molitev. Se pojedli, pa pomolili, pa spet šli. Vsak na svoj del. Ta lovska družina Rečica pri Laškem je bila ustanovljena leta 1946, imenovala se je lovska družina Sveti Krištof in sicer ta lovska družina upravlja z loviščem, ki pokriva desni breg reke Savinje od Tremerij do Rimskih Toplic. Upravljamo z loviščem, ki ima površino približno 4300 hektarjev. In ta lovska družina, ki je bila prvo leto po vojni ustanovljena, ni imela svojega doma. In so potem pač te sestanke, druge stvari so imeli priložnost po gostilnah in na drugih področjih. To kmetijo so pa potem spravili denar skupaj, nekaj kredita lovci najeli, zato da so to kmetijo odkupili leta 1965 in jo potem začeli uporabljati kot svoj lovski dom. Kmetija je bila ne v najboljšem stanju. Moji lovski tovariši, predhodniki so vsako leto z udarniškim delom popravljali, vzdrževali, zato da se ne bi ti objekti propadli, tako kot so na vseh ostalih kmetijah tu na Šmoharju. Tako da smo imeli kar obvezno tam po 75 ur na leto, da je moral vsak delati. Zato sem rekel tole, ko smo ta ostrešja vse obnovili, od kašče, gospodarskega poslopja, kozovc, pa tudi tole, to smo delali vse s prostovoljnim delom in tukaj obstaja sicer evidence, jaz je ne vem zdaj iz glave, zelo veliko število ur. Mi na leto naredimo v naši lovski družini tam 3500 do 4000 ur tega prostovoljnega dela. Tiste, ko sem rekel, travnike kositi, pa gozdni rob sekati, ti gozd, ker gre skupaj, to kar veliko dela pobere, tako da tega nihče skoraj ne vidi in misli, da smo lovci sam tisti, ko gremo v nedeljo zjutraj iz ene gostilne skozi hosto v drugo gostilno, pa to ne drži čisto, ne. Za temeljitejšo obnovo lovci niti niso imeli denarja. Objekte so popravljali le toliko, kot je bilo nujno potrebno. S tem pa so ohranili vse značilnosti kmetije in je ta ostala takšna, kot je bila. Ima številne odlike. Za nas, ki se ukvarjamo s kulturno dediščino, lahko rečem, to neprecenljivo. Prvo zaradi tega, ker je to zelo blizu urbanih središč, drugo zaradi tega, ker je kmetija dobesedno intaktna, torej ohranjena je v okolju, takšen kot je bila, ni nobenih novih pozidav, upošteva sam prostor in tudi zdržuje na sonaravni način. Torej ta kmetija je v bistvu takšna, kot je bila. Je na zelo dinamičnem in to je v bistvu posebnost slovenskih kmetij, da so vedno cenile to naravo in so vzdrževale in so vedno izkoriščale manj kvalitetne prostore, zato da so izkoristili za kmetijske dejavnosti bolj kvalitetne. In če pogledate naokoli, se resnično vidi tako celotna Savinjska dolina kot celotna tale kmetija in res mislim, da zdaj znamo uživati, kot so oni tiste malem trenutku, ko so imeli za uživanje. Življenje na hribovski kmetiji je bilo trdo. Ljudje so bili redkobesedni in racionalni v vseh pogledih. Tradicionalna kmečka kuhinja je bila, gledano z današnjimi očmi, nepredstavljivo preprosta. In sodobna gospodinja bi se pošteno namučila, da bi v njej pripravila preprost obed. No, zdaj pojmo pa v kuhnjo. To je bila kuhna, črna kuhna, s kaminom
je bila velbana, tle se je meso zelhalo, mi smo rekli, zelhalo, pa je po 14 dni tudi to vis gor. In tle je bil v tem oglalu je bil pa lesen raufnik, kar je skoraj neverjetno, viš tako, kar pravijo, da tu je nemogoče, pa če pa je, da je lesen šporhet, da je samo za jenglet. Raufnik je bil pa tu za zelo dolg, ker pogorel pač ni tukaj. In tle je bil pa, najprej bil špajs, pa smo rekli virš. Tle je bil vse sorte noter, tudi ate imamo ugelpam tle noter. Tle je bil sklednik, tukaj na tej steni, sklednik po miri nared. Tle je bila pa ena omara in takle široka, da je imela tle predalja gor, čist do vrha, čist gor na vrh je bil pa tak, da se je deska vrinila, to smo mi pol pokazali. Tam je bil pa švarc material noter. Čas, Saharin, pa Feierzeig, tisto je bilo prepovedano in to se je tak žrebo takle ven vzil, pa se je kar dvignil te gor, pa zataknil, pa se lahko ven vzil. No, pol so pa že, ate je že imel tudi en svoj gazer, na revolver, to je moglo biti na taki samoti, pa municije za tisti je bilo vse noter skrit. Pol dol je bil pa za kakve tale, da se je veliki, tale je pa ni bilo pri hiši. Tukaj so bili pa predali dol, tak da se je ven potegnil takle. In tam noter je bila moka, pol tudi za plešiče, če je bila kakva zamet, pol ko se je že redil, mi smo rekli zamet, to je bil ovs, tako bolj na grobo pa tak, se meni. Tle je bila pa miza, pa še tja. In tam je bilo, kada se je klal, lepo je bilo gor, tisti meso, ko nisi kar, da je mogel se malo ohladiti, da se ga pa je razšikla, jaz to nisem bil zraven. Takle je bila pa na klop, tak, na ta način, ko so zdaj tam v hiši tiste, takle široke, no, takle. Tam je pa mama postavila, če je bilo tiste piskle, nekaj je bilo železnih, lito železnih, za kuharijo, pa so bili tiste, no, lončarski za svinjen kuhati, tudi sam tiste je bolj tam stali. Tule so pa tiste, ko so bili rod, so se postavljali na te stone. Kje pa je kruh pekla? Tukaj, meso, kruh pa tiste, pa, ker se je zelo rad kadil noter, je pa zmeraj v hiši zamislila, kadar ga je, se tist ni bilo tako pogosto, res ne da bi šimfil, pač te, kot je sedaj v hiši. Tukaj je bil pa kotu, slovenski tudi tak lito železnik, ko je bil kar tako zidan noter, pa se je spodaj kovali, pa pokrov, bi ga so pokrit. Signal več je pa kuhala kar v peči, tudi za svinje. Tisti belino, lončeni piski so bili. Mogo jih je pa ate tudi kar novega, da je kupil na sejmu, da je kar novega že zvezal. Da je dali držo. Tak, še tu bom povedal tudi, mama je, ne da bi bila sitna kaj taga. Kadar je Prešiče redila, da je tisti krompir kuhala v peč za posebkovat Prešičem, je dala pa tisti dva sta matala zunaj za zid, postavila pa je, vrate so bile glih tako, kot zdaj. In da je večkrat pogledala noter, ker smo otroci vsi rad pojedli krompir. In pa je rekla, saj ne morem zavedeti, če mi otroci pojejo krompir. No, razen krompirja je bilo seznama jedi, ki so jih pripravljali in jedli, hitro konec. Na taki samooskrbni kmetiji, kot je bila Trebežnikova, ničesar niso zavrgli. Odnos do dela je bil mlajšim generacijam vcepljen, saj si je bilo hrano treba zaslužiti. Jedli pa so zato, da so preživeli in ne obratno. Zjutraj, kar je bilo najboljše,
so bili žganci, koruzni, sej doma se koruza ni predelala. Ate je to, ki je bil odbornik, je nekako na občini zrihtel, no vse so drug tudi lahka, da se je ovs je pri nas najbolj poratil. Tistega je bilo veliko in je ate to uredil tako, da se je ovs dal na občino in to se je zvagal in občina imela dol iz Banatov, v Banatu take kupce ali zamenjavo, da so pa fajn menjali, da so dali kilo pa pol koruze za kilo ovsa, ker da so bili konji tudi takrat, če niso imeli traktorjev. So pa ovsni polato tak, so pa koruze dali in to se je pelal pol v ves tist, kar je prišel, ker je znesel za tist, kar je ata vdal, je bila pa mamina sestra v Rečic, Košičeva Ana, so imeli pa mlin, tist je vse v tist mlin zapeljali, tako da smo pol vsak teden dobili, ali je bilo v sobotih, ali v ponedeljkih, ko smo kadar smo šli v šolo, smo lahko z mlina spod, smo mogli prinesti mokati in tist je bilo za žgance. Včasih se je pa tudi kaj vzeli, če ni bilo kruha, da je mama tist koruzno moko poparila, pa mečkan popekla v peč, da je bilo tako, kar šarkaj smo rekli, ko je bilo, videli se je fajn si in dober je pa tudi bilo. Pol pa za južno, zile, fežol, krompir, tega je bilo pa dosti. Zila ogromno je bilo pa nas, krompira tudi. In tako da za večerjo pa največkrat je bila južna bolj pozna, smo šli pa spat. Bolj prazen je želodec, lepše se spi. Kljub strogim pravilom pa so jih tisti bolj pogumni kdaj tudi kršili. Florjan, najmlajši med 8 živorojenimi otroci zadnje generacije Šonov, Trebežnikov, je zgodaj ugotovil, da se pravo bogastvo skriva v kašči. V hiši blagostanja, kjer so sušili in hranili meso, je preživel veliko časa. To je bil prostor, kjer je delal domačo nalogo, ki je ni smel pisati v hiši. Kdaj pa si je tam potešil tudi lakoto. Tlele gor v tej strani je bil meso. Ko se je iz dima vzil, se je tukaj noter obesil meso. Pol pa polet seveda, to je dišal. Tle gor sem podnico dvignil tako. To se je dvignil gor in sem zlezel noter. Ate imamo tam razno orodje, pa tudi mi smo rekli ogelpank, mizarsko mizo, ogelpank. In tam imamo tisti rajkmesar, druga noža ni bilo, so si včasih pa odrezal mesa samega, čeprav ni bilo kruha. Pa je bil tudi dober. Sam prišel so se pa potem gor, da je to jaz delam, ko sem žejn bil, pa potem sem vodo pil. In je bilo resnica to. Povedal pa nisem, čeprav sem hotel vedeti, kot pridem noter. Lovci ločimo dve vrsti krmljenja. Enemu rečemo preprečevalno krmljenje, drugo pa zimsko krmljenje. Preprečevalno krmljenje ima namen, da krmimo divjad zato, da se zdrži v teh gozdnih površinah, da ne vdira na poljščine in dela škodo kmetom. Zimsko krmljenje je pa namenjeno temu, da po zimi pomagamo divjadi preživeti hude čase, še posebej tisti divjadi, ki ni avtohtona, se pravi, ki ne izhaja iz tega terena in ni prilagojena tem razmeram. To so na primer mufloni. Sedaj smo pri krmišču za muflone. To krmišče zalagamo z žiti, ječmenom, koruzo in pa tudi senom, kot ste videli. Uspešno ohranjate čredo tukaj na tem vašem območju Željenem? Tu se zadržujejo mufloni, sicer mufloni se držijo na širšem območju. Tle gospodarimo z njimi že preko 30 let. Gospodarimo pomeni, da skrbimo, da se ta populacija zadržuje, da je tako velika, kot ta okolje prenese. To pomeni, da se ne širijo bolezni, pa spet, da ostane jih toliko, da jih lahko vidimo. S tem, da zadnje čase jih malo manj vidimo,
ker nam naši prijatelji planinci, nekateri hodijo prav po planinskih poteh, nekateri pa kar povprek in nam jih preganjajo in zato jih čez dan zelo težko vidimo. Po krmišču pa vidimo, da po noč pridejo konji teh divjakov po gozdu, da bi jih preganjali in takrat poberejo hrano in se nahranijo. In kako se muflon pravzaprav počuti v teh krajih, kako se je udomačil? Mi smo na Šmohorjih imeli zapravo v Bori. Par let in smo tam krmili in smo jih bolj sčasoma spustili v naravo. Naravi so se počasi od tega terena prilagodili. Od kraja so kar hodili tam okrog. Potem so se pa začeli, bi rekel, okrog bolj razporediti po revirju. Tako da muflona v prvih letih ni bilo težko loviti. Pravzaprav smo tudi malo lovili, ko je bilo malo, ko smo naselili. Jaz smo rekli, da tudi ni pravi lov. Ker počaka, ne? Ja, kot človeka počaka, je bil tako bolj odomačen. In potem še prišlo pa težave za lov. Zdaj ga je pa zelo težko dobiti. Ko on ima dober vid, tudi sluh in jaga kar naporna. Pomembno je še treba povedati, da je leta 66 in 67 so bile tle naseljena ena divjatkinja avtohtona in sicer so iz Korzike pripeljali muflone. Tukaj imamo Kozovc, je bila ena obora, to je zaprt prostor, v katerem so, ne vem koliko so jih pripeljali, 5-6 osebkov teh muflonov. In so bili prvo leto zaprti noter, zato da so se aklimatizirali na to področje šmohorsko. Potem se je pa tista vrata so se odprla tako, da so hodili ven in noter in potem se je ta kolonija muflonov dosti številčno okrepila, tako da so bivali tule na Šmohorju, Maliču, tam na Gozdniku in skozi do Celja. Tudi tam v Celju na Deselišču so jih dol videli, tam so se razširili. In ker je ta populacija muflonov bi na nek način bila taka zaprta, je začela tudi na nek način hirati. Drugače pa na tem območju divjadi je najbolj gosto največ je srnjadi. Potem zadnje čase je kar precej veliko divjih prašičev. Ti imajo sicer nihanja, eno leto jih je več, drugo manj, samo tendenca pa je, če gledamo za enih 20 let skupaj, da so v porastu. Potem imamo tu, to je od visoke divjadi, potem avtohtona, se pravi domača divjad je tu tudi gams. Od male, mi rečemo lovci, mala divjad, to so pa lisice, jazbici, to je tudi tu. Zajca je na žalost zelo malo, včasih jih je bilo precej, zdaj pa zaradi vplivov okolja, zaradi tega, ko se umetna gnojila, potem ti razni, ko se po poljščinah ščiti in to, v glavnem zajca poljskega skoraj ni več. Včasih so bili tudi fazani, na tem območju jih tudi ni več. Da fazanov ni, je tudi del okolje, del je pa to, da je v naši državi so, mi rečemo, plenilci zaščiteni, to so kanje, kragulji in to ti odnese fazana takoj. Tudi ko smo jih umetno doseljevali, ni nič pomagalo. Vse bolj redke v naših gozdovih pa so gozdne kokoši, denimo gozdni jereb. Oglašanja tega skoraj ne moremo več slišati. Še sreča, da nekateri še vedo, kako se oglaša. Povem, gozdnih jerebov je bilo toliko, da ko si šel odkule po gost, je kar frfotalo. Vsem, kadaj so bili kepčki. To je kar šumel po gost. Redko, kadaj si šel v gosto, ko sem bil gozdar, da bi ne slišal gozdnega jereba. In zato mi je ta žival zelo pri srcu. Ja, ne da bi jih streljal pa tule. Piščalko sem imel stalno v žebi. Gozdnega jereba ni bom pa jaz, ti boste slišali ga. Tako se oglaša? Tako. Tu je samc, tu je en srednji petelinček. Mlad petelinček pa tukaj zapoje. Vidite, je že razlika.
prav stari pa toplih da. Ja, in tole je pa šušla. Šušla? To je pa samica. Aha. Tudi na to pride samc. Aha. To je vse. In Hvala. nažal ga ni več slišati tudi lepega petelina, petelinčka v našem reviri. Trebežnikova kmetija je bila izrazito samooskrbna. Rod naj bi bil na Šmohorju po znanih dokumentih vsaj 2 stoletji. Bili so skrbni gospodarji in dokupovali posest. Iz obsežne domače dokumentacije, ki jo še zdaj skrbno hranijo, je razvidno, da so vsak skromen zaslužek vlagali v širitev posesti. Kar velika posest je nastala in je merila 56 joh, od tega je bilo 1/3 gozda. Prodajali so les, ki so ga posekali po zimi, do Mlačve pa so ga spravili v dolino. K mesarju pa so prodali tudi odslužen par volov. Pol je bila krava kar ena. Pol so bili pa volki prav. Pa so bili spet eni junci, kar zavolim, da jih je že učil. Pol še pa en mehni junčki. Pol čist na koncu so bili pa tak, če je krava povrgla. Junčka je ate pol tovarša, je rekel kupca. Tako da tisti, da se ni nič prodal, drugače kakor edino volj so šli vsak let. Ali jih je kupil Emil Perdih, ali pa Ježovnik v Grehih, kjer je boš plačal. Pa še nekaj bom povedal, kot na Botenem debele. Za vsaki volj predal si je izgovoril, da bo šlo nazaj. In to zakaj? Za zabilt. Za zabel? Ja, mama je to scvrla, loje pa scvrla, pa čebule, tako da je malo zarumenila. Sam pojedli smo pa hitro topli, ker če je z lojem zabel, je treba topli jesti, drugače je rob se naredil. In tisti se nisem jaz na tisti, nisem spomnil, da bi gledal drugim na uste, če imajo rob. Če ga nisem jaz, ja mu ga tudi drug nisem imel. Hitro smo jedli, no, pa smo preživeli. Po prvi svetovni vojni je tle na tem našem območju bil zakupnik en doktor Roš iz Laškega, ki je bil odvetnik in župan v Laškem in je kompletno tole površino našega lovišča, pa še večje tam na Kopitniku gore in ta del je on imel v zakupu. In je bil kot dober naravovarstvenik, je dobro skrbel za divjad. So vse živo streljali, kar so videli, ampak je lepo gospodaril. In po drugi svetovni vojni, ko sem rekel, da je 46. leta se ustanovila ta lovska družina, takrat se je imenovala Sveti Krištof, ker je bila območje desni breg Savinje, je takrat bila občina Sveti Krištof. Potem so se pa te občine drobne razformirale in je bila oblikovana občina Laško, ker je pa osrednji del tega našega lovišča, če gremo od Tremarji do Rimskih Toplic, Rečiška dolina, smo poimenovali to lovsko družino po lovska družina Rečica pri Laškem. Tako da, in mi smo, eden od članov te lovske družine je bil tudi ta doktor Roš po vojni, ko je bil že pred vojno zakupnik, potem je bil pač enakopraven član te družine in je potem so se in pa se tudi še danes so se lovci trudili, da skrbimo za varstvo narave, opozarjamo, če se eni dirkajo s temi motorji, potem, čeprav nekega zdravila za to ni. In mislim, da to tudi kar dosti vpliva na prisotnost divjadi. Včasih je bil tukaj gor divji petelin, ga zaradi hrupa in nemira ni več, pa tudi nekatere druge gozdni rep je bil, ga tudi ni več zaradi vpliva človeka na naravo. Zgodovina je še živa, a mladih v vrstah lovcev je vse manj.
Zato je sprejem vsakega novega člana lovski krst, slavje posebne vrste, saj bo mladi rod nadaljeval delo V imenu prejšnjih. predstavnikov Tradicija se sodnega mora tribunala ohraniti. se zahvaljujem za zaupanje. Sodišče se zaveda, kako pomembno nalogo ima uprav. Med potekom zasedanja bo uporabilo svoje visoka strokovna znanja in na kraju prekršku tudi primerno razsodilo. Posebej pa pripominjamo, da zagovor pri tem sodišču ne bo tako lahek in enostaven. To sem rekel. Zdaj bi pa se sodišče najprej posvetovalo. Zdaj pa lahko kršenec sede. Dajem prijavo in obtožnico pri tem sodišču zoper lovca in zelenca Cokan Klemena. Imenovanega Coka Servis. Imenovani že nekaj let straši po našem lovišču. Ne da bi samo strašil in plašil našo prelepo divjad, tudi z dobro pomerjenimi streli je položil kar zajetno število prašičev, srnjadi, tudi muflončka, ki so mu komaj pognali rogovi ali polži. Še sreča, da je ta njegova neočakanost rešila ovnu, ki je imel že dvakrat zavite polže. Tudi številne lisice ima na vesti. Namesto, da bi jih pustil, da bi lovišče čistile mrhovine. Še dobro, da mu včasih zmanjka patronov, pa bi bila njegova morija še večja. Sprehod po Šmohorju je posebno doživetje. Razen ptičjega petja nič ne zmoti tišine. V pozni pomladi, ko se prebudi vegetacija, po travnikih omamno dišijo travniški timjan, pa dobra misel, rman in druga zelišča, ki nam lahko povrnejo zdravje, če si jih le naberemo. Ko se sprehodimo do Šmohorske cerkve, ki jo pisni viri prvič omenjajo leta 1421, nas pozdravijo 3 mogočne lepotice, lipe. Njihova mogočnost nas prevzame. Vprašanja, koliko da so stare, pa v njihovi globoki senci, kjer se spočijemo in uredimo misli, postanejo povsem odveč. In v letu 1764 obstaja skica tele cerkvice in te lipe so že posajene in imajo višino tam nekje do strehe. In nekje po teh ocenah in izračunih smo takrat ocenili, da so bile stare 40 do 60 let in potem se skupaj smatramo, da izvirajo nekje v leto 1700. Ukolikor ni šlo za kakšne panjevske naslednike, ne, tistih prvotnih lip? Verjetno ne, ker panjevski nasledniki ne bi doživeli take starosti, ne bi toliko časa obstajali. En nemški pregovor sicer pravi, da lipe so drevesa, ki dosežejo starost 1000 let. Namreč oni pravijo, da lipovo drevo 300 let prihaja, 300 let stoji in nekako 300 let odhaja. Vendar temu v praksi ni tako. Najstarejše lipe dosegajo starost verjetno 500, 600, 700 let. To so zopet ocene, ker je zelo težko določati starost na osnovi samega drevesa. Spet se vrnemo na Trebežnikovo. Na Trebežnikovi domačiji se zdaj prepletata 2 svetova. Tisti, ki je tam včasih bil, in njegov posnetek, ki šele bo in še nastaja. Spoštljiv je do preteklosti in to je tudi jamstvo, da ga bodo cenili prihodnji rodovi.